Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni. Nov Facebook pogovor je pred nami. Znova kličemo Avstralijo, kjer smo tik pred spancem poklicali Robija Cokana, našega trenerja. Lep pozdrav, Robi. Živjo, lep pozdrav. Ja, ta časovna razlika nas malce mede, pa vseeno, mi torej sredi dneva snemava torej vnaprej, ti pa tik pred spancem. Kako je trenutno v Avstraliji, kaj vroče? Vsi domačini se trenutno pritožujejo, ker imajo enega bolj čudnih poleti tukaj, sploh ni bilo nekih vročih dni, rekel so, da jih je bilo mogoče 5, tako da tudi danes je bilo 20 stopinj, veliko deževalo, tako da je bolj londonsko vreme kot avstralsko, bi rekel. Ja, zdaj ta noč, kot sem dejal, se snemava vnaprej, nekam tiho deluješ, verjetno nisi sam, verjetno je nekdo okoli tebe, ali kako je s tem? Ja, moji igralki pa brat od ene igralke že spijo, tako da moram biti malo bolj tih, upam, da se dobro sliši, ker smo v bistvu v nekem malo večjem apartmaju, nekje v centru Melbourna, zelo lepo, imamo lep razgled na cel Melbourne, tako da ja, malo je ta razlika tudi težje komunicirati z mojimi domačimi, pa to pa včasih ne vem, kjer dan je, ampak okej, kar gre. Ja, ker ravno omenjaš domače, celo obletnico poroke si praznoval kar takole prek Zooma ali kako? V bistvu obletnico začetka zveze. Poroka je junija. Nisva se poročila pozimi, je premrzlo. Dobro, pa gremo malce nazaj k tenisu. Morda kakšno je stanje duha trenutno v teniški karavani? Dolgo obdobje karantene je za vami, pa potem tisto prerekanje, recimo temu Novaka Djokoviča in različna mnenja, ali ta karantena dobra za vas ali ne. Kakšno pa je zdaj, ko se je turnir začel, stanje duha? Ja, moram reči, da se stvari normalizirajo. Vidimo gledalce na tribunah, sicer jih še ni zelo veliko, mislim, da jih še ne spuščajo noter v takem številu, kot jih bodo od jutri naprej. Igralci so pozitivni, veseli, da lahko igrajo, je pa v zadnji skozi en majčken strahec, če se bo pojavila kakšna nova okužba, ker 2 dni nazaj, ko se je pojavila ena okužba izmed enega zaposlenih v hotelu, jih je moglo iti 500 v karanteno za en dan. In v bistvu, kaj takega se v bistvu najbolj bojimo, če bi se slučajno pripetilo, ker ne vemo, kaj nas čaka. Avstralska vlada ima včasih kakšne čudne odločitve čez noč in tega se v bistvu po mojem igralci najbolj bojijo. Omeni si gledalce. Kako je z gledalci biti na tribunah, igrati tenis, oziroma ti si na tribuni, ko spremljaš svoje varovanki? Smo kar pozabili, ne? Ja, včasih se nam je to zdelo nekaj samoumevnega. Tako da je super, res je zelo malo gledalcev še zaenkrat, tako da v bistvu lahko res zelo ločeno sedimo, ampak je že nekaj tega vzdušja, že nekaj fotografij, autogramov, tenis živi, pač to navdušenje, ko osvojiš točko, je le drugačno, igralci kažejo več emocij, tako da se že veselim jutri, ko se začnejo tekme. Ni veliko trenerjev, ne samo v tenisu, ki delujejo trenutno, slovenskih seveda v tujini. Morda kakšna je ta začetna izkušnja? Si zadovoljen s tem, kar si zdaj storil, oziroma si se pravilno odločil zdaj, kot si odšel v tujino kot trener? Ja, moram reči, da me je bilo kar zelo strah na začetku. Prvo zato, ker sem se podajal v neke neznane vode, med 2, bom rekel, profesionalki, ki so že vrsto let v svetovnem vrhu. Druga je seveda jezik, nisem, bom rekel, najboljši Anglež, pač govorim v redu, ampak se pojavljajo kakšne napake, tudi moja učiteljica angleščine, če to zdaj gleda, zna to potrditi srednje šole. Tako da, ampak ta izziv je bil za mene zelo velik. 2 igralki, v bistvu sem edini trener med top 100, ki trenira 2 igralki naenkrat. In v bistvu nekaj takega zavrniti se mi je zdelo malo neumno in sem rekel, da moram probati. Na začetku je bilo zelo težko spoznati način igre, osebnosti, kako se jo približati, kdaj kaj reči, ampak mislim, tisti, ki me kaj spremljajo prek socialnih omrežij, vidijo, da v bistvu zelo dobro delujemo. Smo tudi dosegli že kar nekaj zmag na začetku in tudi super vzdušje v ekipi, tako da vsak dan gre na boljši in sem res vesel, da sem se to odločil.
Kako drugačno pa je morda delo, ker sta dve igralki, dolgo časa si bil s Kajo, Juvan, zdaj torej prvič v tujini, dve Belgi, ki verjetno povsem drugačen način razmišlja tudi v samem tenisu. Kako drugače je? Ja, vsaka igralka razmišlja drugače. Pri Kaji je bilo tako, da sva nekako skupaj gradila njeno teniško osebnost, v bistvu sva skupaj rasla, se učila. Tukaj pa dejansko sta igralki že z nekim, bom rekel, dodelanim načinom igre, dodelanim razmišljanjem in v bistvu pričakovati, da bom spremenil veliko stvari na hitro, je utopično, ne, če že toliko let igrata. Tako da sem začel postopoma jih v bistvu spoznavati in se približevati in mislim, da sem dosegel več premikov, kot sem na začetku mislil, da jih bom lahko. Se lepo razvija njuna igra, oziroma tako bom rekel, da vsak dan bolj sprejemata moje mnenje. Zdaj, to je zelo drugače, če se navežem nazaj naprej, ker sem z nečim rastel gor. Ampak drugače bi pa rekel, Belgija, Slovenija, dosti podobni državi, podobna kultura, podobno razmišljanje, podobne covid težave. Tako da glede tega ni bilo velike težave se gor vklopiti, ko sem šel v Belgijo, da sem pri njih delal, ljudje so zelo prijazni, vreme podobno, tako da se verjetno. Ja, dober trener se ves čas tudi sam izobražuje, kako pa pri tebi to poteka zdaj, ko imaš dve igralki, zdaj, ko si v tujini, ko si nekako še malce dlje od doma, kako gre z izobraževanjem naprej, verjetno tudi sam spremljaš številne dvoboje, spremljaš trende, kako je s tem? Ja, jaz sem, bom rekel, malce nor na šport, tako da spremljam praktično vse športe poleg tenisa in v bistvu se na ta način mentalno izobražujem, opazujem druge športnike, kako reagirajo, berem njihove intervjuje, gledam njihove intervjuje, berem in gledam. Tukaj gledam tekme, gledam, kako drugi trenirajo, čim se od drugih trenerjev in mislim, da na ta način lahko dobiš največ znanja, seveda knjige in te stvari tudi dodajo svoje, ampak se mi zdi, da tega sem v preteklosti na fakulteti že dosti preštudiral, zdaj mi da več ta praksa. Tako da, ko si prej vprašal dve igralki, je drugače, so prednosti, slabosti, dela je skoraj dvakrat več. Če nimamo koga za trening, seveda lahko kar med sabo potrenirata, včasih seveda se tudi kaj sporečeta, ker sta tudi par zasebno. Tako da je kar zanimivo, no, sploh tukaj v Avstraliji, treba je za obe dve poiskati trening, sparing partnerje, ne, za nasprotnice, za trenirati, ker med sabo se že to poznate, da je boljše, če so druge, potem najti termin, vsi želijo najboljši termin svoje igrišče, tako da bom rekel, je kar pritisk glede tega, oni dve pričakujeta, da bom to naredil tako, kot se spodobi, tako da so dnevno zanimivi izzivi. Ja, kljub temu torej, da imaš torej novo zaposlitev, pa nisi nameril, kaj ne, imaš še en zanimiv projekt, ne, ga lahko malce razložiš, o čem gre, ne? Ja, projekt Freestyle s Stefom Bojićem za naše najmlajše trenutno zgleda tako, da so se na to navdušili najmlajši, čeprav nisem nikogar želel omejevati, lahko bi kdorkoli v Sloveniji se učil freestyla. Pač razmišljal sem na podoben način, ko je že ta projekt zaživel spomladi. Čas je takšen, da otroci so prikrajšani za neke motorične stvari. S Stefom smo zelo dobra prijatelja, on razvija aplikacijo, v kateri bo učil postopoma freestyla otroke z celega sveta in v bistvu sva rekla, da bo Slovenijo poskusiti eno izmed prvih. Tako da 1. februarja smo začeli s tem projektom, trenutno se je dobrih 10 otrok odzvalo, priključilo, tako da že trenirajo, en teden so že imeli treninge preko WhatsAppa to delajo, tako da če se kdo še želi priključiti, vabljeni me naj kontaktirajo in jim bom dal več informacij.
Nam lahko s kakšno vajo to približaš? Vem, da zdaj trenutno ne moreš, ker vsi okoli tebe spijo, vendar pa kako jutri, ko se zbudiš, ali kako bo naredila? Tako, ko se zbudim, bom proval jaz narediti kak izziv. Nisem najboljši, ampak v karanteni sem imel nekaj časa vaditi, tako da se izboljšujem, pa vam bom poslal. Takole, pa se vam javljam še iz Melbourne Parka, kjer ravno kar potekajo tekme prvega kroga Australian Opena. Za vas imam en mali izziv, ki ga lahko poskusite doma. V park primete kontinentalno, dvakrat odbijate tako, dvakrat tako, enkrat normalno in ujamete žogice. Poskusite tudi vi in gremo nazaj k Hanžeti. To je torej izziv Robija Cokana. Robi, takole za konec, vrnila sva se na tisti prejšnji večer, znova sva nazaj, čeprav si ti zdaj že kar lepo v novem dnevu. Pa me zanima, za konec, kaj bi še poslal v Slovenijo, kakšno sporočilo, morda kakšen nasvet, kaj drugega? Ja, da zdržite še teh par tednov, bom rekel, dokler se stvari normalizirajo tudi v Sloveniji. Kot sem videl, že v Novem mestu igrajo že zunaj, tako da očitno bo kmalu lepo vreme in se bomo vrnili nazaj na teniška igrišča. Do takrat pa uživajte v super dvobojih v Avstraliji, verjamem, da jih bo v teh dneh veliko. Navijajte za naše, pa tudi za moje Belgike. Tako da pa se upam, da kmalu slišimo. Hvala lepa, Robi, da si vzel čas. Jaz pa bom zdaj poiskal lopar in probal tale tvoj izziv tudi sam izvesti. Pravijo, vaja dela mojstra.